Mlek sem pozabil. Tam so bile ene ovce. Večina znamk ima določene lastnosti, na katere se vedno lahko zanesete. V Mazdinem primeru so to vedno zelo dobre vozne lastnosti, zadnja leta vrhunska izdelava in res kakovostni materiali, zaradi česar je tudi potem počutje znotraj res dobro, pa eni redkih so, ki še vztrajajo pri atmosferskih motorjih, ker mi je že všeč. Konec koncev tudi zelo fajn izgledajo njihovi avtomobili, ampak to je pa res že moja osebna preferenca. Potem imamo pa tukaj Mazdo CX-60, ki zna zraven kuhati še kavo, ampak obvlada tudi vse prej našteto. Grem po vrsti. Oblika. Vsak ima sicer svoj okus, ampak sem prepričan, da vas ne bo prav veliko, ki boste rekli blek, vas bo pa ogromno, ki boste rekli wow. Meni je za pogled zelo všeč spredaj, sploh zaradi te nastopaške ogromne maske, ki pa ni preglomazna kot pri BMW-jih. Ko CX-60 pogledam z boka, me s svojim nizkim pokrovom motorja in slokimi linijami spominja na kakšen Mustang. Sam malo višji. In tudi zadaj mi je zelo všeč, ker je tale še v nastopaški rdeči barvi, pa 20 cm je daljši kot CX-5 in torej naravnost ogromen. Med vožnjo kar čutim, kako se oči mimoidočih lepijo na pleh. Smo rekli, da so znotraj zelo kakovostne in kul in ta ni nič drugačna. Materiali so zelo kakovostni, veliko je usnja, če kje v bistvu pošlatam plastiko, je pa ta mehka. Osnovni koncept zaslonov in stikal je v bistvu nekakšna nadgradnja tistih iz ostalih modelov, kar pomeni, da sta v bistvu tukaj zaslona večja, ta je zdaj prvič tudi digitalen, boljša je ločljivost, boljša je grafika in več stvari imam na voljo, ki jih lahko nastavljam. Če govorimo o tako bogati opremi Homura, si v bistvu sploh ne morem zamisliti stvari, ki bi v tem avtu manjkala. Ogrevanje sedežev, kljukica. Hlajenje sedežev, ogrevanje volana, električno pomičen sedež, LED luči, panoramska streha, in Torej, še ena klasična Mazda, a ne? Niti ne. Za začetek je tale priključni hibrid. Baterija ima okrog 18 ur kapacitete, kar celo v praksi na avtocesti pomeni okrog 50 prevoženih kilometrov, čeprav Mazda navaja še nekaj kilometrov več. Ampak ni malo, je zelo kul in uporabno. Skupna sistemska moč je 328 konjičkov oziroma 241 kW in povem vam, da v tako gromozanskem avtu pospešek do 100 v 5,8 sekunde je skoraj zastrašujoč. Res, konkretno sune, kadar je baterija polna. Sicer pa avto poganja 2,5 litrski atmosferski bencinski motor z nekaj manj kot 200 konjički in bi bil brez elektrike občutno počasnejši. Jasno. Navor 500 Nm, če bo celoten sistem pripravljen, tako da je kar lepo prožen. Baterija se polni s 7,4 kW in bo polna v nekje 2 urah in pol na polnilnici oziroma v 8 urah na klasični vtičnici. Pa pridno jo morate polniti, da bo potem poraba zlahka okrog 4 litre na 100 km. Brez elektrike bo vsaj 8 ali pa 9 litrov, če boste vmes še polnili prazno baterijo z močjo bencinskega motorja, pa še kakšen liter več. Hočem reči, če želite, da gre kot šus in da porabi malo, potem mora biti baterija nujno dobro napolnjena. Če glede vožnje lahko pohvalim komunikativno krmiljenje in predvsej majhen obračalni krog glede na velikost avtomobila, pa se mi zdi, da so se vseeno pri Mazdi malo ujeli v past birokratskih varnostnih zahtev in rezultat je avtomobil, ki mi za peljati ni posebej všeč. Ker je ves čas nervozen in stalno nekaj opozarja in teži, večino časa povsem brez osnove. Evo, pokažem. Lane assist je stvar, ki jo vedno povsod izključim, ker me moti, da mi nekaj vrti volan in me popravlja. Glede na to, da še nikoli nisem zletel z ceste, sklepam, da volan znam obračati sam in da ne potrebujem pomoči. No, tukaj v tem avtu moram pred vsako vožnjo izključiti sistem Lane assist, ampak tudi to še ni dovolj, ker imam potem še en dodaten sistem, ki se mu reče Emergency Lane Assist. Ta pa v bistvu deluje precej drugače, kot pa jaz zaznavam okolico s svojimi očmi in svojo sposobnostjo predvidevanja. Potem imam še en dodaten sistem, ki spremlja, kam gledam med vožnjo in vsakič, ko pogledam za več kot sekundo ven, recimo v naravo ali pa svojega sopotnika oziroma kamorkoli drugam, samo ne naravnost,
mi že piska in me opozarja, da pač nisem zbran. Pa še lahko naštevam in to so stvari, zaradi katerih je včasih potem za voziti prav tečen. Razen, če si pred vsako vožnjo vzamem 3 minute in izključim vse po svoje. Ni kriva Mazda, ampak precej trapaste evropske varnostne zahteve, ki jim enostavno želi vsem po vrsti slediti, če vprašate mene. Še dve malenkosti, zaradi katerih mi je manj všeč, kot sem pričakoval. Posoda za gorivo je majhna, sicer piše, da ima 50 litrov, ampak sem avto zdaj tankal že 3-krat, skoraj povsem prazen, pa sem natočil dobrih 30 litrov. Hočem reči, doseg ni posebej impresiven. In sistem, ki vas samodejno pogleda ter nastavi sedež, tako kot bi pač vi morali sedeti, vsaj v mojem primeru zgreši in to konkretno. No, na srečo se to zadevo lahko izključi in se potem vse skupaj nastavi po svojih željah. Še tretja stvar je, 8-stopenjski samodejni menjalnik je boljši od CVT-jev, ampak tudi stane nenehno nekaj prestavlja in cuka, da potem vožnja ni tako prijetna. Pravzaprav se mi zdi celoten sistem, vklapljanje bencinskega motorja in izklapljanje preveč nadležno in non-stop nekaj cuka. Torej, Mazda CX-60 je vrhunska skoraj povsod, kjer od nje to tudi pričakujete. Res vrhunsko izdelana, z dobrim pogonom, z res veliko moči, veliko prostora, fajn se počutam, vse štima. Mi pa v vožnji ni posebej všeč, ker deluje bolj štorasto od ostalih modelov in s temi nenehnimi opozorili in s cukanjem čas deluje malo tečno. Zna pa skuhati kavo, evo, tega pa druge ne znajo. Se pravi, je premičen kavomat za 66 890 €. Ni to poceni. Kavomat.